Le naprej moraš. Ne glej na ovire, na podrte mostove in polena pod nogami. Le naprej moraš, četudi so redki, topli pogledi in nežni stiski rok. Nuša Ilovar je dokončala le osnovno šolo s prilagojenim programom, a se z nenehnim neformalnim učenjem in neomajnim zaupanjem vase uspešno umešča v družbo slovenskih literarnih ustvarjalcev. No, Nuša pravi, da je začela pisati predvsem zato, da je iz sebe dala vse tisto, kar se nekako nabira v njeni notranjosti. Ne? Zaradi cerebralne paralize Nuša težko govori, zato je toliko pomembneje, da se lahko izraža s pisanjem. Brez matere, ki je vez med njo in svetom, bi bilo seveda vse veliko težje. Ona pravi, da se vsaki dan ji prinese nekaj novega, vsaki dan se nekaj na novo uči. Na začetku je najbolj pomagalo seveda veliko branja. Ne? To jo je tudi besedno bogatilo, to je tudi širilo nekako obzorje in to mislim, da je s tem največ pridobila za kasnejše pisanje. Poezijo tudi precej bere, ker jo včasih v začetku ni. Ne? Pesem mora slišati in ji tu pomagamo, ali jaz, ali pa Majda, ki prihaja vsak dan k njej za nekaj ur. Ne? No, Nuša, ko je prvo je izdala roman, potem je izdala pesniško zbirko. Po izidu njene prve pesniške zbirke se je ustanovilo v Celju literarno društvo. To literarno društvo se srečuje enkrat mesečno in na vsakem tem srečanju je krajša literarna delavnica o tem, kako pisati. Nuša odtlej ne zamudi nobene priložnosti za pridobivanje novih znanj na literarnem področju. Sadove njenega dela in učenja najdemo na policah vseh slovenskih knjižnic. Veseli nas, da bogati našo domoznansko zbirko. Hkrati bi pa povedala, da je za svoj 30. rojstni dan izdala roman Strah pred samoto. 2 leti kasneje je izšla njena prva pesniška zbirka Klovnom življenja, leta 2004 druga knjiga njenih pesmi Slike v mislih, zadnji pesniški zbirki iz leta 2007 pa je naslov Igra usod. Paleta naših članov je pisana družba, vse od najmlajših pa do upokojenih oseb in seveda ljudje s posebnimi potrebami, kot je Nuša Ilovar, ki pa je svojo drugačnost bogato nadgradila in nas v bistvu s tem razveseljuje vedno, kadar pridemo v stik z njo. Le naprej moraš, čeprav je včasih samotna pot, ki te vodi neznano kam. Le naprej moraš, po razburkani poti do cilja usode.